Najprej hvala za vabilo, da lahko v tem življenjskem obdobju knjižnice, mogoče s tem, da pridem zraven, povem, da je knjižnica odprta za vse, tudi za tiste, ki vemo, da jo imamo, pa jo bolj redko obiščemo. Knjižnica se je izkazala pogosto kot neko stičišče novih idej, z eno zelo bogato zgodovino in nekako tako tudi zaradi tega sem se odzval temu vabilu, da mogoče malo pomagam to dediščino, ko pomislim na vse te roke, ki so se mogoče iz teh knjig učile in veliko dosegle za vse nas, dejansko pomagamo malo tudi seliti. Knjižnica od mene zahteva najprej eno velikansko opravičilo, ker jo zelo poredko obiščem. Kljub temu pa je knjižnica zame vedno bila tisto mesto, kjer sem se rad učil, kjer sem vedno vedel, da me čaka ogromno znanja, da me čaka ogromno neodkritih zgodb, ki so bile že davno napisane in mi lahko danes, jutri pomagajo, kako hoditi torej naprej, oziroma za nazaj me spomniti, od kje prihajam. Knjižnica je bila, je in tudi upam, da bo še bolj bila neko nevralgično mesto, neka nevralgična točka, kjer se bodo srečevali kritične misli, kjer bo prostor za srečevanje kritičnih misli. In kot vemo, kritika ima zelo veliko opraviti z neko retoriko, ki nikoli ni bila to blebetanje in govorjenje, kot ga poznamo v zadnjem obdobju, ki je bila vedno neko polje, kjer so se izmenjevali argumenti, kjer so se izmenjevala mnenja, ki so bazirala na nekih zapisih. In menim, da knjižnica v prihodnosti bo še dosti bolj prostor nekega tvornega dialoga, kritičnega dialoga, kot kontrapunkt nekemu hitremu življenju, ki ga ponavadi definirajo družbena omrežja. Tako da knjižnica zagotovo postaja prostor, ali pa bo morala postati prostor, v katerem se bodo srečevali tisti, ki bodo hoteli biti kontrapunkt populizmu, tisti, ki bodo hoteli biti kontrapunkt praznemu govorjenju brez neke resne osnove.